Drage Domžalke, dragi Domžalci, javljam se vam z poletnega gledališča Studenec, kjer vam bomo skupaj z režiserjem in nastopajočimi predstavili predstavo Pri belem konjičku, ki bo letos nocoj na tem odru izvedena premierno. Je leto 2021 in na poletnem gledališču Studenec smo se spet zbrali za novo predstavo Pri belem konjičku. Kako ste se lotili vseh omejitev, ki so se pojavile zaradi epidemije, in kako ste to prebrodili? Težko, ja. Te omejitve so nam dale kar fajn misliti, ne. S to predstavo smo začeli že, veste kdaj, pred enim letom, dobrim letom. Takrat smo naredili nekje 8-9 vaj, ampak potem je bilo pa treba končati, ker je bila taka zadeva, oziroma taka situacija glede korone. No, ampak letos je pa, moram reči, da ta korona za nekaj bila tudi dobra, kajti lahko smo speljali našo 70-letnico v poletnem gledališču, ker sicer dva taka projekta bi težko izpeljali v enem letu. Tako da po tej strani je bilo kar v redu, da smo lansko lahko nekako drugače praznovali, ne. Ja, no, to je po tej strani, po drugi strani pa seveda je težko sledimo seveda vsem tem navodilom, kakršne so, in upam, da bomo letos lahko izpeljali vseh 13 predstav. Danes je premiera, jaz sem prepričan, da je veliko ljudi, ki bodo v poletnem gledališču v našem teatru sedeli in uživali, tudi zato, ker je spet možno, da lahko skupaj sedimo in da smo lahko na eni taki predstavi, kot je naša, in pa tudi kot so te predstave, ki jih zdaj toliko časa ni bilo, ne. Kaj lahko gledalci pričakujejo od predstave? Jaz mislim, da vsak pride na predstavo zato, da bo nekaj doživel, da bo vsebino sledil in da se bo imel fajn. Jaz mislim, da lahko pričakuje to, da bo razvedrila veliko in da bo veliko veselja. Že sedaj, ko smo imeli vaje, smo pravzaprav uživali v teh dobrih glasbi in pa tudi zapletih, ki taka komedija tudi ponuja. Do kdaj pa si gledalci lahko predstavo ogledajo? Gledalci bojo na teh predstavah, ko sem rekel, da jih bo 13, skupaj s predpremiero in pa premiero. Zadnja predstava bo pa 20. avgusta in takrat pa seveda, če nam bo dovoljeno, da bomo lahko naredili zadnjo, ampak res samo zadnjo, kajti kakšnih drugih ponovitev zagotovo ne bo. Se pravi, morajo izkoristiti do 20. avgusta? Čim prej. In jaz mislim, da je taka predstava to, da nikomor ne bo žal, kajti res lahko vsak uživa v ljubezenski zgodbi, ki je taka, ki se zapleta neverjetno, ampak tudi tako, kot se spodobi za eno tako komedijo ali pa tako predstavo, tudi lepo in spodobno razplete. Odlično, hvala, veliko sreče in čim večji obisk predstav želimo. Tudi vam hvala lepa za povabilo in lepo vabljeni vsi, ki imate radi ljubiteljsko gledališče in še posebej kulturno društvo Miran Jarč Kocjan. Pridite, mi se vas zelo veselimo. To je hotel Pri belem konjičku. Tu se razprostira Bohinjsko jezero, tu so najlepši hribi. Tam zadaj na levo pa je Triglav. Kako lepo, čudovito, izjemno lepo, neverjetno. Torej, Marjan Bunič, večina gledalcev vas verjetno že pozna kot radijskega voditelja, igralca, pevca, vse multipraktika. Kakšna je vaša vloga in kako ste se na njo pripravili? Ja, vloga Oroslava Bucka v tej igri je zelo zanimiva in mi daje kar nekaj dihati in delati. Namreč to je en star tečen možakar, ki mu nič ni všeč, ki je z vsem nezadovoljen in skuša nekako razpletati življenje sebi in svoji firmi v korist, pa se mu to nekako ne izide, tako kot se največkrat v življenju ne izide. Ob tem je pa tudi dobrohoten burkež, no, tako da vloga omogoča kar nekaj zabave, tako da mi je všeč. Kako se pa lotite novega karakterja, nove vloge?
Ja vedno najprej pogledam, kakšne so interakcije z drugimi osebami, potem se majčkeno vprašam, kakšen naj bi bil ta glavni karakter, kaj je njegov tudi namen v sami predstavi. Potem pa začnem delati na, torej ne samo na miselni, ampak tudi na telesnih značilnostih, na hoji, na govoru in na teh zadevah. Mislim, da vse to prinese potem eno takšno originalno sliko enega človeka, kot je Oroslav Bucek. Zakaj si morajo po vašem gledalci priti ogledati to predstavo? Ja, mislim, da je zelo vredno ogleda zaradi mnogih stvari. Predvsem, ker je sama predstava takšna prijetna, lepa, veselo igra. Drugi zato, ker res potrebujemo veselje, zabavo in ta predstava ga omogoča. Je pa tudi nekaj takšnih viškov, ki smo jih vajeni pravzaprav že na Studencu, od čudovite scenografije, kostumografije, letos je tudi izredna pevska zasedba, originalna glasba Slavka Avsenika mlajšega, pa dejansko zgodbica, ki verjamem, da bo nasmejala in spravila v dobro voljo. Mi, ki smo pripravljali to, smo vsekakor se zelo zabavali in res upamo, da bomo to lahko prenesli, to energijo tudi na vse obiskovalke in obiskovalce. A smo? Ja, ta je pa lepa. 100 dinarjev. 100 dinarjev za tole kratko pot sem le do hotela. Za ta denar bi se v Novem mestu vozil s kočijo ves dan. Ja, pa še liter cvička bi si lahko privoščil pri Štemburju. A imate žolco? Oprostite, žolce žal ne. Imamo pa krasno svinjsko pečenko in nekaj piščanca. Ne, tega ne maram. Kadar se vozim s čolnom, hočem jesti žolco. To spada skupaj, oboje se tako lepo pozibava. Torej, z nami ste Špela Prenar, v predstavi pri Belem konjičku igrate Amalijo. Kakšna je vaša vloga? Ja, igram teto, v bistvu sestro glavnega igralca Oroslava in sestro glavnega igralca Oroslava in pač imam še nečakinjo Tilko in tako da v bistvu pomirjam obe situacije. Oroslav je bolj živčen človek, tak nestrpen, hitro skipljiv. Njega pomirjam po drugi strani, pa tudi Tilko, ki je pač zaljubljena in jo malo tudi njo nazaj držim, če lahko tako rečem, ker pač taki časi so bili takrat, da niso smeli kar tako biti sami s fanti. Torej, lahko gledalci pričakujejo kar nekaj zapletov v predstavi? Ja, zapletov je kar precej in ljubezenskih in drugačnih, takšnih poslovnih, tako da je kar zanimivo, se plete kar precej različnih odnosov med hotelskimi gosti pri Belem konjičku, tako da je kar zanimivo. Kako ste se pa pripravljala na vlogo? Na vlogo, ko sem prebrala tekst, sem ugotovila, kakšen je približen karakter, malo sem si tudi pregledala, kaj mi je všeč oziroma kaj lahko še iz sebe ven črpam, tako da pa pogledala sem si tudi kakšne druge podobne vloge, da sem potem nabrala si nek izbor, kaj se mi zdi, da naj bi Amalija bila v tej predstavi. Prinesite mi jedilni list. Peter, prinesi gospodu jedilni list, prosim. Pikolo, jedilni list, prosim. Že grem. Prosim. Pa pil bi tudi kaj. Želite, gospod? A kar trije. Kaj za enega je pa preveč dela. Kaj me boste še obrili pa sfrizirali? Prosim, želite pivo, vino, mogoče bi pa špricar. Špricar, kaj je to špricar? Ja, brizganec, špricar. No pa prinesite ta brizgan špricar. Belega ali rdečega? Belega. Ja, me prav zanima, kaj mi bo prinesel. Ste se že odločili? Ne, ja bom takoj. Mornarsko meso, deviška pečenka, je kakšna imenost. Meso, tržiška bržola, pa kakšne jedi so to? To je vse domače. Slavko Avsenik mlajši, tudi letos ste na Poletnem gledališču Studenec prisotni kot skladatelj, spisali ste originalno glasbo za predstavo pri Belem konjičku. Kako pri vas poteka proces, kako se lotite pisanja glasbe, na kaj ste pozorni?
Ponavadi se najprej dobim z Lojzetom, s gospodom Lojzetom Stražarjem seveda, in on mi predstavi svojo idejo oziroma greva po scenariju skozi, kje si predstavlja glasbo, kaj ne bi ti glasba pomenila, in to je prva stvar. Druga stvar pa je, da za tiste skladbe, kjer naj bi se pelo, in letos jih je veliko, je že ponavadi v scenariju tudi predvideno besedilo, in tako da vem, da pač je treba z glasbo povedati tisto, kar je bilo prej v igri, in s tistim, kar bo kasneje preko besedila, in to je pač naloga, in tako da potem grem pa samo domov in malo razmišljam o tem. Ponavadi naredim verzijo samo za vokal in za klavir, in ko se pevci odločijo, ali jim lege odgovarja in je za njih v redu, potem še dopišem še malo te orkestracije, ker jo imamo letos, recimo, ki jo ansambel izvaja v živo. Odkot črpate navdih? Morate si se prav vsako leto zamisliti nove melodije, originalne? Tega pa ne vem. Pride nekako? Ja, s tem nimam težav. Pač mislim, da uživim se v to in probam, da bi bila stvar prepričljiva. Včasih moram kakšno melodijo prespati, se mi zdi, da ni v redu, naredim novo, mogoče tretjo. V glavnem toliko časa, da nisem zadovoljen, ampak ponavadi je to proces, ker zelo hitro teče, tako da moram potrkati, s tem ni težav. Tudi letos ansambel igral v živo. Zakaj se vam zdi pomembno, da je glasba v živo? Je razlika, ne? Ja, razlika je izjemna, namreč kadar je glasba na posnetek, kar je sicer zelo udobno, ne? Ampak takrat je posnetek vedno enak močen, vedno enak hiter. Vemo pa, da iz prakse, da je vsaka predstava ima nek svoj tempo. Odvisno je od toplote, od vlage, od publike in tudi igralcev, in vse skupaj, in se razvija vsak dan malo drugače, in tudi glasba potem sledi temu, in vsakič je neka skladba malo hitrejša, malo počasnejša, čisto na občutek cele predstave, in to zelo diha, potem to je čisto drugače. Zakaj si po vašem mnenju gledalci morajo gledati predstavo? Zato, ker jaz mislim, da je to predstava verjetno z najlepšo sceno v letnih gledališčih Slovenije. Mislim, da je gledališče Studenec poznam potem zaradi tega, ker je to že preverjena, stara romantična komedija, nekaj, kar potrebujemo čez počitnice, da nas ne obremenjuje z neko globoko težo, ne? Pa predvsem zaradi tega, ker mislim, da je letos precej lepa zasedba, tako igralsko, kot pa tudi pevsko. In jaz mislim, da za vsakogar, ki bi si želel en sproščen in zabaven večer, je to. Dober dan! Dober dan. Vogel, mangart, kanin, slab savice, to so biseri naših gora. Vedno znova in znova se vračam k tej naravi, kjer dom svoj ima. Vedno znova rad grem tja, k tej naravi, kjer dom svoj ima. Jezero se ob vznožju zrcali, tot nabereš si novih moči. In dekleta so lepa in mlada, človek tu si svočije oči. Dober dan! Človeku se zdi, da se ves svet smehlja. Gospod doktor, to je lepo od vas, da ste prišli. Ste mislili, da me ne bo? Seveda sem spet tu, gospa Meta. In srečen sem, da je še vse po starem. Vi ste pa Gregor Ravnik. Letos je vaša prva vloga na Studencu. Kako se počutite ob sodelovanju, kako vam je do sedaj všeč? Ja, energija in skupina oziroma ekipa je super. Mi se imamo super na odru, super se razumemo in mislim, da delamo eno lepo predstavo. Že od samega začetka, že od samih vaj smo se povezali super in do zdaj, do premiere je en krasen izdelek. Kakšna je vaša vloga? Jaz sem pa tokrat v vlogi doktorja Kovača, advokat, ki pride poleti, vsako poletje tukaj k Belemu konjičku na dopust. Lastnica Meta je zagledana van in potem se pa
te dramske, ljubezenske spletke dogajajo in na samem koncu pa vidimo, potem ne bom pa izdal vsega. Kot vem, ste predvsem se do zdaj bolj preizkusili v pevskih vodah. Kakšni izzivi so bili pri igranju, kako ste se tega lotili? Ja, igranje je spet ena poseben izziv za pevca, kot pevec sem bolj navajen pevskih nastopov, pevskih koncertov. Kot igralec pa nimam še toliko izkušenj na odru samem. Tako da je predstavil poseben izziv in upam, da sem se ga dobro lotil. No. Na svetu nič lepšega ni, kot tvoje so modre oči. Njih vidim ljubezni odsev, od sreče bi v svet objel. Odkar to na svet se vrti, prav vsakdo si sreče želi. A sreča največja je ta, ljubezen iz duše srca. A sreča največja je ta, ljubezen iz duše srca. Jaz sem pa Tilka, hčerka Bucka in v bistvu punca. Zaljubim se v doktor Kovača in v tej predstavi na Studencu sem prvič. Sem zelo vesela, da nam je v tem obdobju uspelo spraviti skupaj nekaj tako velikega. Biti del te ekipe, v kateri je toliko dobra energija, je res navdihujoče. Sploh pa danes na premieri, kjer smo bili priča toliko odzivni publiki. Bila sem presenečena v bistvu, kako je izpadlo vse skupaj smešno, koliko je bila dobra energija na odru. Tako da sem zelo vesela, da sem bila del te predstave in vas lepo vabim, da si jo pridete pogledat. Kaj pa želite, gospod? Poslušaj, dečva. Tika naju. Kako si le dovolite žensko tikat? Menda je tu taka navada. Navada mogoče res, a ne za vsakogar. Je pa lepa in zabavna. No. Kaj želite pravzaprav, gospod? A je tukaj v Bohinju sploh še kakšen hotel? Kaj, ne stanujete v hotelu pri Belem konjičku? Ne. Ta hotel je bolj tako. Bolj tako? Ja. Starega učenjaka, gospoda Koprivarja, so vtaknili nekam pod streho, zame pa menda niti ene sobe nimajo proste. Je pač vse zasedeno. Ja, poznam jaz to. Kdor nima debele denarnice, se ne zmenijo zanj. Kaj vi mislite, da tako ravnajo z gosti? Ja, tako pravijo. Šefu tega Belega konjička že povem svoje. Saj ta hotel nima šefa. Saj zato je tak kaos. Ima pa odlično šefinjo. Še slabše. Poznam jaz take hotelčke z žensko komando. Sem Meta Klinar, lastnica hotela pri Belem konjičku, ki letos gostuje svojo predstavo na Studencu. Smo ravnokar po premieri z obilo adrenalina. Mislim, da so vsi gostje, predvsem pa tisti, ki so bili na oni strani, zelo zadovoljni, zelo so sodelovali z nami, nas vzpodbujali, imeli smo se krasno. Upam, da v čim večjem številu pridete še na vse ponovitve, ki nas čakajo do konca avgusta. Mislim, da vam ne bo žal. Odhajam, tu je moja delovna knjižica. Prosim, zaključite jo in mi napišite spričevalo. Kaj to želite? Kar tu naj pišem? Ja, lepo prosim, vse sem vam prinesel. To se vam mudi. No, posebno imenitne ocene vašega dela pri nas pač ne bo. O ja, povsem razumem. Tudi vaša bi ne bila kaj dosti boljša, če bi jo jaz pisal. Žan. Kaj Žan? In če me novi delodajalec vpraša, Žan, zakaj ste pa odšli tako hitro?
Kaj ste zakrivili pri belem konjičku? Kaj naj mu odgovorim? Jaz nisem kriv. Tam sem želel ostati vse svoje življenje. Do konca. Ja, tako, prosim, napišite to v knjižico. Želel sem le zvesto in pošteno služiti. Ampak to ni mogoče, ker ima gospa Meta prijazen pogled in lepo besedo le za gospoda doktorja. Tega ne morem več gledati. Prosim, napišite tudi to v knjižico. Vzrok odpovedi doktor Kovač. Jure Sešek, vi ste že stari znanec študentskih odrov. Kako vam je všeč letošnja predstava, kaj se obeta in kakšna je vaša vloga pri tem? Jaz mislim, da se obeta ena krasna predstava in luštni večeri v tem gledališkem poletju, sploh zato, ker smo tako pričakovali spet vrnitev na študentski oder, vrnitev občinstva, vrnitev nas samih na gledališke deske. Zdaj po enem letu primoranega primora je pač luštno spet biti tukaj. Že po sceni sami, kar je videti v vaših posnetkih, se mi zdi, da slutiti, da gre za eno lepo slovensko zgodbo, da gre za nekaj takega, kar sem v ta teater sodi. Mislim, da lahko gledalci pričakujejo krasne songe, pesem, ki bo morda spomnila, ne vem, na mladost, ki bo prinesla kakšen prizor, tudi morda z kakšnega njihovega dopusta. Mi bomo pa nekateri delovni, drugi na dopustih, vse sorte se bo dogajalo tule pri belem konjičku. Ena, mislim, da luštna predstava, ki prinaša dobro voljo in lep večer za tiste, ki imajo radi tako ljubiteljsko igro in izvrstno muziko, tudi profesionalnih pevcev. Kako se pripravljate na svojo vlogo? Kako uprizorite karakter, da je potem na odru tako pristen? Karakter se gradi sproti, pravzaprav. No, človek si že nekaj zamisli, pa zasnuje, ko prvič prebere besedilo, potem ga pa brusimo z vsemi vpletenimi. So igralci, z režiserjem, z Lojzetom, s pogovori, z lektorjem. Raste pravzaprav ta dramaturški lok ali pa njegovo dojemanje. Jaz igram Žana, ki je glavni natakar, odgovoren za vse, kar se godi v tem našem hotelu, tako pravijo njegove besede, čeprav se potem pokaže, da nikakor ni šef in da mu marsikaj lahko uide iz rok. Je možakar, ki je na trenutke jezen, pa so mi rekli, da ne sme biti preveč. Je možakar, ki je zaljubljen, tukaj je lahko malo preveč. Skratka, ena taka luštna zgodba, pa čeprav nima kakšnega prav na moč hecnega ali pa drugače posebnega karakterja. Pa sem vesel, da je Žan z menoj, nikoli še nisem bil v vlogi kakšnega natakarja, kaj šele prvega glavnega odgovornega, tako da se veselim. Poglej, Minka, šampanjec se toči, originalni, francoski. Gospod Jerina ima danes velik razlog. Res, res. Kaj greste morda na Triglav? O, še višje, gospod profesor, višje. En lep filološki pozdrav iz odra na Studencu. Ravnokar smo po premieri, vsi veseli in radostni. K tem večernem dogodku sem tudi jaz svojo malenkostjo dodal nekaj stavkov. Predstavljam filozofa, ki piše knjige, ima hčer, ki je cla, vendar jo zelo dobro poročim. In konec je bil vesel in srečen. Tako je srečen oče, jaz in tako je srečna moja hči. Moram reči, da je današnja predstava zelo lepo uspela in vabim vse Domžalčane in Domžalčanke, da se v čim večjem številu do 20. avgusta udeležite te enkratne prireditve. Hvala in lep filološki pozdrav nazaj. Ljubim te. To je pa lepo. Ves dan bi poslušal te besede, tako lepo zvenijo. Ali pa naprimer, vedno bi bila rada ob tebi. Izpustiva rada, pa bo zvenelo, vedno bi bila ob tebi. Vedno bi bila, ne? Jo, prosim, saj ni nikogar, saj bo šlo. No, poskusite. Vedno bi bila ob tebi. In jaz ob tebi. Živjo, jaz v predstavi Pri belem konjičku igram Minko. Minka je hčerka učenjaka Koprivarja in v bistvu malce premešam štrene, ampak bolj kot ne po nesreči. Poleg tega imam pa eno posebnost, eno hibo, o kateri pa kaj več ne povem, zato vljudno vabljeni na predstavo. Pri belem konjičku prav vse se zgodi, saj priče smo dali.